O klientelizmu v Janševi vladi, komentar dneva, Veso Stojanov. Se spomnite, kako je Janez Janša pred 4 leti, tedaj še kot vodja opozicije na izredni seji Državnega zbora, mahal z VD40 in opozarjal na razširjenost korupcije in klientelizma v vrstah takrat vladajoče LDS. Uspelo mu je, da je javnost začela na LDS gledati kot na stranko korupcije in klientelizma in zmaga na volitvah mu ni mogla uiti. Z obljubami, da bodo oni drugačni, so se zavihteli na oblast. A se je kmalu izkazalo, da Janša med razgrajevanjem starega LDS-ovskega gospodarsko-političnega omrežja postavlja svojega. Ves čas Janševega mandata je bilo mogoče v zakulisju slišati govorice, da mu je pri postavljanju svojega omrežja v veliko pomoč mariborska družina Petek. Ko je Janša pred tedni hotel s akcijo Čista lopata volivcem pokazati, da še ni pozabil na svoje stare predvolilne obljube o preganjanju korupcije, je na površje prišlo tudi ime Boruta Petka, do nedavnega tajnika v Janševem kabinetu. Del javnosti se je začel podrobneje zanimati, kakšno vlogo je na slovenski politični in gospodarski sceni odigrala družina Petek. Podrobna novinarska raziskava, ki smo jo opravili na Magu, pokaže, da je govorice o močni vlogi Petkovih pri oblikovanju Janševe politično-gospodarske mreže niso bila zgolj ugibanja. Njihov vpliv ni omejen zgolj na podjetja v državni lasti, temveč seže tudi v marketinške in medijske hiše. Nastala je mreža povezav, ki jo lahko Janši zavida celo LDS izpred 4 let. Hvala lepa. A ste kaj v sorodu z unim Vesotom, ko so ga počeli? Ne. Ne, nisem.